Nina. Jaz. Ja. Vidim, da boste verjeli, da Nina tudi je. Ja. Evo, dokaz številka 1. Je bilo dobro? Super, res ful dobro. No, a si tudi na snemanjih imela dosti hrane na voljo? Ja, nekako sem potem poskrbela za to. Bila je bitka, res huda, ampak ja, potem sem dobila svoj vegetarijanski obrok. A ja, si vegetarijanka? Ja. Aha. A pa kaj, v privatnem življenju tudi igraš tale namizni fuzbal? Ne, do zdaj ga nisem, ampak kaj je bil pa tle, sem se pa čisto furala, tako da ja, zdaj sem ga začela, no. Prav imela bi to doma, res super je. No, kakšna je tvoja vloga v Swingerjih? Kdo ti je bil najbolj všeč? Všeč kot lik ali všeč kot oseba? Kot lik in kot... Saj to vem, da ti je bil Igor, no? Saj to ne rabiš posebej nazaj. Ja, ne. Ja, igram pač eno tako ulično brihto, ki v bistvu si je v življenju v bistvu tako nekako si je naredila, no, da ne rab nič delati. Ona je izbrala sebi najlažjo možnost, ne pač kar dobro zgleda, se je odločila, da ne bo nič počela v življenju in si bo našla enega sponzora, ki bo vse kupil, vse plačal, da bo ona lahko skozi lepo oblečena, zrihtana in tako, in delati se ji sploh ne da, ne. In potem pač najde tega Tineta. Bogega Korošca, ne? Bogega Korošca, ki pade na njene čare. In ona ga izkorišča, ne. Čeprav potem je pa mečken preobrata, sem pa kaj v nadaljevanki, ne, ki pa v bistvu Vikica pokaže svoja čustva, kar je bilo tudi zame ful izziv, ne. In pokaže v bistvu, da je ženska, da si želi eno toplino, da ni vse samo navidezno tisto, kar je, ne, ampak da ona bi pa tudi rada eno ljubezen, ne. Tako da ja, to je to. Je bila to tvoja prva taka resna vloga? Ja, prva resna vloga. Igrala sem na zaključku Slovenskega filmskega festivala, sicer, ki je Mitja Okorn delal scenarij, ampak tisti je bilo tako bolj teater, ne, pač tako na odru smo bili, pa smo nekaj odigrali, bilo je ful lušten, imela sem se res the best, ampak to je čisto drugačna izkušnja, no, tako da, ja. Tudi celo poletje si mogla temu le posvetiti, ne? To je res, ja, ampak dobro, ni mi žal, zato ker sem ful ponosna na ta izdelek zdaj, no, res. Jaz mislim, jaz sem se parkrat ful nasmejala, parkrat tudi kakšno sceno nismo mogli posneti, tako da verjamem, da se bo tudi folk, vsaj kakšen, da se bo najdel, ki se bo potem zabaval, no, vsi želim. V katerem kotičku scene si bila najrajš? To je sicer moški flet zdaj, ne? Aha, sem slišala, ampak vse si bila tudi tu, ne? Veseli se slišimo. Ja. Zdaj te dni, ker se bomo tvoj rečeno. Hvala ti za vse. Še enkrat. Adijo. Vidva so bili sredi intervjuja, no? Ampak se je že v redu. Kaj so že? Aha, kateri del? Ja, drugače pa žensko stanovanje. Kopalnica. Ja, žensko stanovanje pa v spalnici, definitivno. To so bile najboljše scene, ki smo snemali, ker res je bil relaks in sem se lahko ulegla, ker drugače je bilo ful naporno to tle snemati. Ček, žensko stanovanje je tam na unji strani? Je pa na unji strani, ja. A gremo pogledat? No. Pleva. Tako da ja, ta ženska spalnica je bila res balzam za vse te dneve, ki smo trdo delali, ampak... Ritka. To so te temne strani šov biznisa. Sam res. O, kako lušno. Ampak res. Dobar, ne? Ja, tle bi pa človek kar živel, ne? No prav, Nina. Zadovoljna z ekipo, skratka, zadovoljna z izdelkom? Zadovoljna, zelo zadovoljna. Že imaš kakšne nove ponudbe, za kakšno novo nadaljevanko? Ne, to ne, za nadaljevanko ne, bo pa kmalu Big Brother 3, pa... Načrti? Veliko dela? So, delo je. Glasba? Glasba tudi bo, ja, bo. Zdaj imamo narejene komade, demoti, no, so, moramo se v studio zapreti, ampak zdaj ni bilo možno, tako da zdaj, ko sem pa končala, zdaj bom pa lahko, no. In ko mi čakam, se ful veselim. To je projekt za dušo. Super, hvala Nina. Hvala.